Strokovne podlage, ki jih je občina pripravila v postopku izdelave novega občinskega prostorskega načrta, kažejo na razvojno neusklajenost občin, to, kar svetnik seveda ugotavlja, predvsem njenega vzhodnega dela. Zato si prizadevamo kot enega ključnih strateških razvojnih ciljev v tej fazi priprave novih prostorskih aktov postaviti oziroma začrtati enakomernejši policentrični razvoj občin s poudarjenim razvojem Tuhinjske doline. Moram trditi, da vsak teh 14 let, ker sem tu župan, seveda želim in skušam, ali pa skušamo čim bolj celovito, čim bolj enakomerno razvijati celotno občino. Mislim, da kar precejšen delu tu uspeval. To je seveda moj oseben razmislek in tudi poudarek k temu odgovoru. Ta namen bo občina predlagala nekatere širitve stavbnih zemljišč za potrebe razvoja gospodarstva, tako gospodarska cona Motnik, Šmartno in tako naprej. Poleg tega občina načrtuje tudi bolj organizirano omrežje naselij, pri čemer naj bi bili naselji Šmartno in Motnik prevzeli vodilni vlogi v omrežju naselij vzhodnega dela občine kot pomembnejših lokalnih središči, kamor bi se usmerjala tudi izgradnja ustrezne družbene in oskrbne infrastrukture. Od podpisa koalicijske pogodbe med občino Kamnik in pa Adrio Plina je minilo že kar nekaj časa. Med tem obdobjem je prišlo tudi do spremembe energetskega zakona in v tej luči smo mogli maja 2007 tudi spremeniti dva odloka, in sicer odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe na tem področju in pa odlok o podelitvi koncesije. V luči zadnje plinske krize župana sprašujem naslednje. Gre tudi za to, da bi s tem odgovorom širše obmestili pa pojasnili določeno vprašanje kamniški javnosti, ker če pogledate položnice za plin, jaz sem tukaj nekaj sabo, jaz lahko vidite, in smo izračunali od decembra 2007 do decembra 2008 se je plin podražil za kar 82,9%. Mislim, da gre to za precejšno podražitev. Mislim, da tudi župan ve, na kakšen način se določa cena plina in bo to lahko v nadaljevanju odgovoril, da bo s tem seznanjena tudi kamniška javnost. Skrbno in upravljanje omrežja distribucijo plina je bila sklenjena leta 1997, v naslednjih 5 letih je koncesionar Adria Plin d.o.o. zgradil preko 50 km plinovodnega omrežja na območjih od Metlin do Šmarce. Sprememba energetskega zakona pa se je v letu 2007 bistveno spremenila ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb na področju oskrbe z zemeljskim plinom. Dobava zemeljskega plina je bila opredeljena kot prosta tržna dejavnost. Od 1.7.2007 dalje lahko vsi odjemalci prosto izbirajo dobavitelja zemeljskega plina. Dobavitelj plin zaračunava po tržni ceni, ki jo sam določa. Energetski zakon pa je določil novo gospodarsko javno službo, tako imenovano dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki združuje dotedanje upravljanje omrežja in izvajanje distribucije. Ta javna služba se financira iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja sistemskemu operaterju. Višino omrežnine določi sistemski operater v skladu z akti, ki jih na podlagi energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu Republike Slovenije mora sistemski operater pridobiti soglasje Agencije za energijo. V skladu s spremembo energetskega zakona je lokalna skupnost izgubila vpliv na oblikovanje cene, tako na višino omrežnine kot tudi na ceno plina. Občina Kamnik je v zakonsko določenem roku sprejela oba odloka, ki urejata način izvajanja in podelitev koncesije za upravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. S koncesionarjem so potekali tudi dogovori o spremembi koncesijske pogodbe. Ker gre za bistvene spremembe, smo se odločili za pripravo nove koncesijske pogodbe, ki je v pripravi, ki jo moramo seveda pred sklenitvijo še uskladiti. Koncesionar glede plačevanja. Vsa leta plačuje koncesijsko dajatev v skladu z določili sklenjene koncesijske pogodbe. V času izgradnje plinovodnega mreža je bila koncesijska dajatev vezana na število novih uporabnikov zemeljskega plina v posameznem letu. Od leta 2004 dalje koncesionar plačuje občini letno vsoto, ki znaša 3% distribucijske marže in se določi na podlagi obračunanega plina aktivnim odjemalcem občini Kamnik v prejšnjem letu. V letu 2007 je koncesionar nakazal v proračun občine Kamnik 6.652,16 evra, v lanskem letu 6.672 in še nekaj. V letu 2009 pa je predviden prihodek v višini 7.930 evrov. Nastale spremembe, ki so posledica spremembe energetskega zakona,
Ona niso vplivale na proračunski prihodek iz naslova podeljene koncesije. Vprašanje Milice Kozjančič pa se glasi. Vprašanje je bilo z moje strani že zastavljeno, z odgovorom jaz in tudi prizadeti nismo zadovoljni, zato ga zastavljam ponovno. Zanima me, kdaj se bo premaknilo v industrijski coni Stol Sever. Odgovor od gospoda Škorjanca in še prej od gospoda Župana, da to zemljišče ni v lasti občine Kamnik, ni pravi odgovor. Seveda zemljišče ni v lasti občine, a se nahaja v občini Kamnik. Zato poudarjam še enkrat, da je občinska uprava dolžna zahtevati od podjetja Avtoakustika d.o.o., sedanjemu lastniku, da pristopi k ureditvi komunalne infrastrukture oziroma k sprejetju novega OPPN-ja. Zanima me tudi, kako je s pripravo zazidalnega načrta na Korenovi, ker je prav tako več lastnikov in prav tako med njimi tudi podjetje Avtoakustika d.o.o. Prosim tudi za potrditev informacije, ali res v objektu Stola na Korenovi cesti prebivajo delavci, saj gre za območje industrijske cone. Potem, ko je bila zasnova območja in osnutek OPPN-ja za severni del usklajen z lastniki objektov na tem območju in osnutkom prav tako z lastniki za južni del, je bilo nekaj dni pred razgrnitvijo obeh OPPN-jev strani novega lastnika, 90-odstotnega, približno 90-odstotnega lastnika Stola, 3 dni pred sklepom o javni razgrnitvi zahtevano pismeno, da ne smemo Stola B20 zgornji del javno razgrniti. To je zahteval njen, torej večinski novi lastnik Avtoakustika d.o.o. Čeprav je seveda bila za obljuba oziroma naloga Stola, prejšnjega direktorja Pezdirca, naloga in zadolžitev, da OPPN postane še lokacijski načrt, izpelje. V pogodbah je to zapisano tudi za vsemi lastniki, ki so znotraj starega Stola postali v minulih 10-12 letih. Naš interes seveda je, da je območje komunalno ustrezno urejeno, vendar pa v to zaenkrat ne moremo posegati, ker niti zemljišča, niti večina komunalne infrastrukture ni v občinski lasti. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako B24 spodnji Stol in B26 polje pa je situacija približno enaka. Lastniki, ki so od starega Stola kupili večino tistih zemljišč, seveda še vedno nimajo zazidanega načrta, da bi se tudi v tem območju razvijala obrtno-industrijska cona, kajti tudi tu se je s številnimi napori našega oddelka za okolje in prostor in tudi z drugimi sodelavci skušalo pridobiti soglasja vseh lastnikov za kar več idejnih rešitev tega območja. Na Korenovi 5 oziroma na tem območju živijo tudi delavci, ne samo Slovenci, tudi od drugod, ki so na številnih gradbiščih in pri drugih delodajalcih. Dne 5.1.2009 je bila pri tukajšnjem oddelku za upravne notranje zadeve izvršena prijava začasnega bivališča tujca, državljana nekdanje SFRJ, na naslovi Korenova 5. Tablica Korenova 5, sem si pogledal, ki je to je vratarnica Korenova 5. Med občinskemu inšpektoratu pa je bila poslana zahteva oziroma predlog, da preverijo primere začasnega nastanjevanja tujcev na črno objektih Ljubljanska 45, 45a, 45b in skladu s pooblastili s pristojnostmi tudi, da ustrezno ukrepajo. Na MNZ pa bo posredovan tudi pobuda za spremembo zakona o prijavi prebivališča v smislu ustrezne rešitve, da bi se preprečilo začasno prijavljanje oseb v industrijski objekt.